V sodobni družbi je vse bolj razširjen pojav staranja prebivalstva in posledično vse več starostnikov. V skrbi za njihovo kvaliteto življenja z vidika telesne dejavnosti, tako v zavodu Dom upokojencev Ptuj in v njihovih enotah vsakodnevno spodbujajo k gibalnim aktivnostim. Po tradiciji pa se stanovalke in stanovalci enkrat letno srečajo na športnih igrah. Letošnje srečanje, ki je bilo v enoti Muretinci, se je pričelo s odhodom udeleženk in udeležencev iz enote Kidričevo, Ptuj in Juršinci. Na zadnji postaji pred odhodom na prizorišče iger je Metka Bolcar, vodja enote Juršinci Doma upokojencev Ptuj, predstavila njihovo enoto, ki je praznovala 10 let delovanja. 10. obletnico obeležili smo skupaj z novim delom, ki je star 1 leto. Trenutno pa imamo tukaj 151 stanovalcev, ki se tukaj dobro počutijo. V tem novem delu je postelj za 98 stanovalcev, nahaja se jedilnica, prostori fizioterapije, delovne terapije, socialne službe. Nahajamo pa se trenutno na tej terasi, katera je namenjena vsem stanovalcem za druženje, popoldansko sedenje, pitje kave, pa tudi družabne igre, ki jim zelo veliko pomenijo. Trenutno 70 zaposlenih, ki pa delamo 24/7/365. Za stanovalke in stanovalce so v domu organizirane številne dejavnosti. Imamo pevski zbor stanovalcev, pevski zbor zaposlenih, imajo družabne igre, kot so tombola, druge družabne igre, ki jih imajo miselne igre. Imamo tudi osebno spremljanje, tam se nahaja 20 stanovalcev, imajo možnost izhoda, sprehodov, imajo vrt, ki ga tudi koristijo, imajo blizu ribnik, na katerega hodijo na sprehode, blizu je tudi sladoledar, ki smo ga koristili poleti, in druge aktivnosti, ki se jih udeležujemo. Prav tako pa je enota v Juršincih pomemben segment življenja lokalne skupnosti. Tukaj v Juršincih smo zelo povezani, sodelujemo z društvom gospodinj iz Juršinc, z Rdečim križom, z občino, z šolo, vrtcem, v bistvu medgeneracijsko druženje. Mi jih velikokrat povabimo k nam in tega so naši stanovalci zelo veseli. Imamo bralne urice. Včeraj smo recimo imeli druženje s športnimi igrami, ker je bil teden otroka. Sodelovali so tako starejši kot mlajši in v bistvu je bilo to enkratno druženje. Tudi v bližnji prihodnosti bomo imeli kostanjev piknik, enega bomo organizirali mi, enega pa naš stanovalec. Imamo peko jajčk zjutraj, imamo tudi, to so zajtrki na prostem. Obeležujemo tudi sprehode z vozički, obeležimo ga tudi z druženjem pri sladoledarju, kjer se nam pridruži tudi vrtec ali šola. Na prizorišču športnih iger v enoti Muretinci je udeleženke in udeležence pričakala dobrodošlica v obliki napitka ter medsebojno spoznavanje. Jožica Hudžar, strokovna vodja Zavoda Doma upokojencev Ptuj, o športnih igrah. Tradicionalno prirejamo športne igre za stanovalce vseh štajerskih enot v enoti Muretince. Sicer je danes malo hladnejše vreme, zato smo se malo reorganizirali in igre pripravili v notranjih prostorih. Rusko kegljanje bo seveda v kasnejših urah, ko se bo pokazal sonček, potekalo zunaj. Drugače pa tudi v enoti Koper za njihove stanovalce pripravljamo športne igre in tudi pred dnevi so ravno v sodelovanju z okoliškim vrtcem priredili v bistvu medgeneracijsko sodelovanje in izvedli športne igre. Domovi za starejše izvajajo storitev institucionalnega varstva, ki obsega vse oblike pomoči v zavodu, s katerimi se starejšim nadomeščajo ali dopolnjujejo funkcije doma in lastne družine, zlasti pa bivanje, varstvo, organizirana prehrana in zdravstveno varstvo. O posebnih strokovnih programih v Domu upokojencev Ptuj in njihovih enotah Jožica Hudžar. Dom upokojencev Ptuj ima v svoji sestavi 5 enot, in sicer matično enoto na Ptuju, ki je največja s kapaciteto 324 postelj. Potem sledi enota Muretinci z 118 posteljami. Tukaj smo tudi danes. Enota v Juršincih s kapaciteto 150 postelj, enota v Kidričevem, ki je sicer malo manjša, in pa naša dislocirana enota, ki je najbolj oddaljena v Kopru.
V vseh enotah izvajamo storitev celodnevnega institucionalnega varstva za starejše, medtem ko v enoti Muretinci pa imamo tudi program za osebe mlajše od 65 let, ki imajo težave v duševnem zdravju oziroma pač tako imenovano posebno obliko varstva. V enoti Muretinci in v enoti Juršinci izvajamo dva koncepta dela, in sicer za osebe z demenco. Izvajamo koncept osebnega spremljanja, ki se razlikuje od varovanih oddelkov, in sicer gre za koncept, v okviru katerega so osebe z demenco integrirane v skupnost in jih ne omejujemo. Se pravi, gre za osebno spremljanje oseb z demenco. Niso omejene na noben način, medtem ko pač na varovanih enotah pa je pač koncept malo drugačen. Enota Muretinci ima idealne pogoje za izvajanje koncepta osebnega spremljanja, saj se tukaj za nami nahaja park v velikosti 1 hektarja, kjer se stanovalci vključujejo v vse aktivnosti, ki sodijo k temu, imajo idealne možnosti za vrtičkanje, tudi živali, domače živali imamo, tako da glede tega je res gre za izjemne prostorske zmožnosti enote. Ja. Tjaša Galun, socialna delavka enote Muretinci Doma upokojencev Ptuj, je predstavila športne discipline letošnjih iger. Po 2 letih predaha potekajo zdaj že tradicionalne športne igre naših stanovalcev štajerskih enot. Danes se bodo pomerili v metu na koš, met v tarčo in pa rusko kegljanje. Zdaj s pripravami smo začeli že kar nekaj dni nazaj. Pripravljali smo in prostor in tudi nagrade oziroma medalje, pri katerih so sodelovali tudi naši stanovalci. Tako da je bilo pestro že pred samimi športnimi igrami. Trenirali smo v vseh disciplinah, stanovalci so v bistvu res vadili in rusko kegljanje, met na koš, met v tarčo. Še posebej med našimi stanovalci posebne oblike varstva, ki so mlajši, res zelo radi igrajo šah tudi ne samo na športnih igrah, ampak tudi v svojem prostem času. Redna in zadostna telesna dejavnost pripomore k ohranjanju telesnih sposobnosti, ki so potrebne pri vsakodnevnih opravilih in aktivnostih ter vpliva na posameznikovo počutje. Kako skrbijo v enoti Muretinci za njo? Dnevno med tednom poteka telovadba v dopoldanskem času in moram reči, da se naši stanovalci res zelo radi udeležujejo, res zelo dobro obiskana aktivnost. Vsak dan zelo radi pridejo, v poletnih mesecih poteka telovadba na prostem, zdaj v hladnejših mesecih pa se potem prestavi v notranji del paviljona. Se tudi v skupnem prostoru predvajajo kakšna tekmovanja, tako da res zelo radi spremljajo, še posebej, ko pa je pač Slovenija v igre, tako da. Barve domače ekipe v Muretincih je zastopala med drugimi tudi stanovalka Karolina Pičerko. O življenju v domu in o njenem športnem udejstvovanju je povedala. Ker sem vaški, kmečki otrok, smo tam itak dosti igrali tudi med delom. Kasneje sem dosti študirala, ni bilo takega časa, tudi nisem na takem področju študirala, slavistiko, in to smo bolj pač knjižni ljudje. Sem pa zdaj 2 meseca sem ravno napolnila v tem domu, nič več. Tako da se šele sama učim živeti tu med našimi res izvrstnimi ljudmi in veselila sem se tudi današnjih športnih iger. Vsi smo navdušeni nad tem, da lahko od koderkoli pogledamo, vidimo ali tako ali drugačno naravo. Pred 2 dnevoma, ali pa je zdaj že 3 dni, smo tudi kožuhali tu na dvorišču, z njivice pobrali en dan, mogoče par dni prej, potem je bilo precej deževno in v sredo, v torek je bilo menda, smo skožuhali in tudi sicer zelo radi zahajamo skozi ves obroč našega doma.
se mi pa zdi, da res živimo v enem malem raju. Zakaj se je Karolina odločila za bivanje v domu upokojencev? 18 let sem vdova, hčerki in zdaj že vnukinje, ki so že odrasle osebe. Drugače pa, kot vidite, res se je treba prilagajati, ampak za mene so vsi ljudje tu naokrog, zdravi, bolni, s takimi težavami, kot jih imam jaz, bi rekla, novi življenjski izziv pravzaprav. In se kar vsakega dneva sproti nekako veselim, kaj bo danes, kaj bo jutri, kaj bomo počeli, s kom se bomo srečali. In bilo je tega v teh 2 mesecih komaj, je bilo kar nekaj stvari, ki so vredne omembe. Recimo zelo rada sem bila med stanovalci, ki so trebili buče, in takrat so mi dali celo pa še enemu našemu stanovalcu, sicer pa mojemu rojaku iz Bukovec, ki tu živi, da sva zaigrala gospodinjo in gospodarja v našem domačem narečju, ker to pač oba obvladava. In bilo je zelo lepo, na koncu tudi s primerno južno, kruh pa zaseka, pa še čebula, pa ne bi bilo čisto dobro, če ne bi še malo bučnega olja gor nalili, če smo že buče trebili, Terezija Glažar, stanovalka enote Juršinci, se je po svojih najboljših močeh borila za njihovo ekipo in nam o pripravah na igre zaupala. Malo smo se pripravljali, malo smo metali, ne pa smo se tako originalno pripravljali, samo po malem. Kakšni so bili razlogi, da se je Terezija odločila za dom upokojencev? Pa veste, zakaj sem šla v dom? Jaz sem sama. Jaz avta več nisem vozila, pa sem rekla, ko avta ne vozim, sem jaz v domu in hvala Bogu, da sem tu pristala. Zelo zadovoljna. Kaj pa počne v prostem času in kakšna so druženja s sovrstniki v domu? Rada hodim na sprehod. Na naravi sem zelo rada. Puno dela imamo, puno dela. Hodimo na sprehod, ene kvačkajo, ene šivajo, kak pa kjer si je kaj s sabo prinesel. Smo imeli kostanje piknik, je bilo lušno, ena dobra družina smo. To moram dobro povedati. Moje mnenje je, jaz sem zelo zadovoljna. Ko ena družina, spoštujemo se en drugega. Najboljši so v Muretincih po tekmovanju prejeli medalje in priznanja, čeravno bi si jih zaslužili prav vsi. Veliko pomembnejše od medalj je bilo druženje. Še zlasti po zatišju 2 let, ko športne igre niso bile izpeljane in so vsi stanovalci domov tovrstna srečanja in stike že močno pogrešali. Vsakemu od njih predstavlja dogodek sprostitev, zabavo in trenutke s temeljnim ciljem izboljšati kakovost bivanja v domu upokojencev Ptuj.